Res je, da je ta sestava parlamenta delovala v posebnih razmerah, po tistem zagonu, da bomo čim prej začeli izvrševati zeleni dogovor, je prišla pandemija. Tukaj lahko rečem, da smo bili kljub temu učinkoviti, da se je parlament prilagodil novim razmeram, da smo sprejemali vse tisto, kar je bilo potrebno, zato da je lahko Evropska unija delovala naprej, sprejela proračun in tudi ukrepe v zvezi s pandemijo. Hkrati zeleni dogovor, ki je nujno potreben zaradi podnebnih sprememb, vsega dogajanja, pa vendarle so določeni ukrepi naleteli tudi na odpor, oziroma da ni bilo dovolj pogovora z tistimi, ki bodo morali te ukrepe izvajati. Tako na področju prepovedi proizvodnje avtomobilov na notranje izgorevanje, potem o varovanju narave. Kmetovalci imajo določene pomisleke, potem migracije, azilna politika, širitve, vse to je pred nami in v tem mandatu še nismo uspeli narediti vseh zaključkov. Ki so povezani s temi skupnimi odzivi, ki so bili pač odgovor na krize, v katere nas je situacija pahnila. COVID, cepiva, zdravstvena reforma, z ukrajinsko krizo, pa potem odgovori, tako sankcije, gospodarska, vojaška pomoč Ukrajini. Tu sedaj je v nadaljevanje tega razmislek o tej vojaški uniji in v teh področjih, kjer se dejansko pokažejo te nujne potrebe po skupnem delovanju, mislim, da mora tudi Unija na hitro odgovarjati in tudi širiti svoje pristojnosti. Ni pa potrebe, da resnično na vsa področja sili Evropska unija. Na začetku tega mandata smo, po mojem, vsi mislili, da bo največja posebnost, s katero se bomo ukvarjali, Brexit. Na koncu se je svet obrnil na glavo za čisto vse, seveda tudi tukaj. Največ smo se ukvarjali s COVID-om, tudi z vojno v Ukrajini, še vedno, nažalost, tako da je bil mandat poseben v marsikaterem pogledu, ampak vendarle je bilo doseženega tudi veliko. Recimo v kontekstu omenjenega COVID-a zagotovo sklad za okrevanje in odpornost, ki je bil res zgodovinski in upam, da se ga bo izkoristilo tudi z vidika potrebne preobrazbe Evropske unije oziroma reform na dolgi rok. Zagotovo večji, ali pa največji dosežek je na področjih zelenega dogovora. Zakonodaja, tako imenovana Fit for 55, je po večini sprejeta, kar je res dobra stvar. Tudi na področju digitalizacije je bilo storjenega veliko, od strožjih pravil na spletu do zadev okrog umetne inteligence, pa tudi, sicer še ni do zdaj, ampak do konca mandata verjamem, da bo še en zelo pomemben zakonodajni paket, akt sprejet, to je akt o svobodi medijev, pri katerem aktivno sodelujem tudi sama in verjamem, da bo prav tako eden od večjih dosežkov. To je recimo, ko je bila tista velika finančna kriza, in je recimo kar solidno reševala situacijo tudi tam pred 11-12 leti. Zdaj pa je bila postavljena pred še bolj zahtevne naloge, da Glavni preboj politik socialistov in demokratov je bil gotovo preboj na področju zelenih politik. Vzpostavitev instituta minimalne plače, zaščita delavcev, Istanbulska deklaracija, vključujoč z pravicami žensk v naši družbi. Tisto, kar je ključno, 150 milijonov živi ob mejah, vseh mejah, reševanje Schengena, reševanje pravic, dostopnosti do otroških dodatkov in vseh tistih pravic, ki bi kot Evropejcem morala po zakonodaji pripadati. Čaka nas veliko dela, ampak mislim, da ob koncu tega mandata bomo z mandatov stranke socialnih demokratov in socialistov demokratov imeli tudi kaj pokazati državljankam in državljanom. Pandemiji je tako komisija kot Evropski parlament opravil res veliko delo. Ampak seveda pred nami je, tako kot politiki radi rečemo, še zelo veliko izzivov in želela bi si, da se počasi začnemo, zdaj ko se mandat preveša res v zadnje leto,
da se dotikamo tudi tistih naših ključnih izzivov, ki bodo krojili Evropsko unijo v prihodnje. Če rečem z enim stavkom, zelo veliko je bilo narejenega, ampak še več je pa pred nami. Sam med največje dosežke gotovo štejem oblikovanje sklada za okrevanje in odpornost. Torej, to je bila skupna finančna platforma, ki je omogočila enakomerno okrevanje po krizi COVID-19 med vsemi državami članicami. Tukaj se je Evropska unija skupaj zadolževala in to je ena, bi rekel, ukrepov, ki je omogočil res potem dokaj relativno mehak prehod po sami krizi. Izpostavil bi to, da je parlament vztrajal na vladavini prava. Tukaj bi izpostavil mehanizme pogojevanja dostopa do evropskih sredstev za države, ki ne izpolnjujejo temeljnih vrednot in načel Evropske unije, na katerih temelji Evropska unija. Gotovo je velik uspeh tudi to, da smo ohranili neko politično enotnost ob izbruhu ukrajinske krize in pa, ko je prisledila temu še energetska kriza. Tukaj bi rekel, da je bil velik uspeh tako Evropskega parlamenta skupaj z svetom, da bi tudi izpostavil vlogo naše vlade, aktualne predsednika vlade, da smo oblikovali enoten evropski pristop, ker v preteklosti oziroma na začetku same krize je nekako komisija pričakovala, da se bo to urejalo na ravni posameznih držav članic in ko smo videli, ko so začele te, bom rekel, skoraj da na nek način nezdrava konkurenca med državami članicami za omejene energetske vire, se je ta pristop izkazal za zelo koristen in dober in zdaj vidimo, da so cene energentov temu primerno padle. Tako da mislim, da so to največji poudarki in dosežki tega sklica parlamenta.